Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v 8. oddaji podcasta Odprto. Z vami sem Lenka Kavčič. Danes se bomo pogovarjali z arhitektko Majo Ivanič, letošnjo prejemnico nagrade častna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Govorili bomo o njeni profesionalni poti, ki jo je med drugim pripeljala do tega, da se je posvetila snovanju izobraževalnih stavb, vrtcev in šol. Maja Ivanič že 7 let vodi arhitekturno galerijo Desa. Predseduje organizacijskemu odboru mednarodne konference Piranski dnevi arhitekture, 5 let je bila tudi urednica revije Hiše. Leta 2008 sta z arhitektko Špelo Kuhar izdali knjigo Sodobna arhitektura šol v Sloveniji. Kasneje pa sta organizirali tudi mednarodno konferenco Sustainable School Buildings From Concept to Reality. V letu 2018 je soavtorji prejela nagrado Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Zlati svinčnik za vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo v Ljubljani. Njeno delo povezuje področje projektiranja, raziskovanja, promocije arhitekture ter publicistike. Arhitektura ima pomembno vlogo pri oblikovanju človekovega vedenja in spodbujanju interakcij. Kakšni so prostori in kako so zasnovani objekti, je še posebej pomembno za otrokov predšolski razvoj, ko so otroci najbolj dovzetni za dogajanje okoli sebe in se šele razvijajo. Izkušnje, ki jih pridobijo v mladosti, so zato pomembne za dojemanje sveta in oblikovanje njihove osebnosti. Ljudje imamo prirojeno sposobnost, da si zapomnimo in predstavljamo kraje in prostore, je dejal Juhani Palazma. Pri oblikovanju arhitekture, namenjene otrokom, tako na nek način oblikujemo tudi otrokovo osebnost in vplivamo na vrednote prihodnjih generacij. Otroci so si različni. Tako je tudi njihova uporaba prostorov, igra in interakcija specifična. Tradicionalni prostori pravokotne oblike in zaprte učilnice so zato vedno bolj zastareli in togi. Sodobni projekti vrtcev in šol iščejo načine za spodbujanje fizičnega, socialnega in kognitivnega razvoja ter omogočajo ustvarjalnost in svobodo igre. So fleksibilni in se prilagajajo različnim situacijam. Ključna značilnost kakovostno oblikovanih izobraževalno-vzgojnih stavb pa je tudi njihova odprtost in povezanost z naravo, kar omogoča prosto raziskovanje in uporabo prostorov. Kateri prostori spodbujajo učenje? Kakšna arhitektura bo spodbujala raziskovanje in radovednost? Kakšna je prihodnost izobraževalnih prostorov? O vsem tem se bomo pogovarjali z arhitektko Majo Ivanič. Maja, živjo? Lenka, živjo. Svoje izkušnje tekom življenja uporabljamo zato, da jih delimo. Pa me zanima, kakšna je bila tvoja izkušnja prostorov vrtca in šole v mladosti. Se spominjaš česa, kar te je tako zaznamovalo, da vpliva na tvoje delovanje tudi danes? Imela sem, ne vem, je to sreča ali pa ne takšna sreča, ampak ker smo bili 3 otroci, se je nekako moja mama odločila, da ostane doma, zato jaz nisem hodila v vrtec. In nekako kot otrok niti nisem vedela zares, da vrtci obstajajo tam do enega, 4. leta. No. Potem sem bila pa zelo nevoščljiva prijateljem, ki so vsakodnevno hodili v vrtec, jaz pa ne. Mene je šola namreč, in vrtec in šola, očitno ne vem kaj je, red ali pa ne vem karkoli že, sta me že od malega zanimala. Vem, da ko sem prvič stopila v malo šolo, je bil to zame kar precej velik šok. Spomnim se, da se mi je zdela šola malo strašljiva. No? Sicer smo potem v mali šoli imeli veliki igrači in to bilo neko druženje predvsem, ne? Ampak prostori so me pa kar malo strašili. Čeprav moram pa povedati, da hodila sem na osnovno šolo Vrhovci. In ta šola je bila v času mojega obiskovanja te šole izjemno lepa. Brez
brez prizidka, ki je nastal iz samoprispevka, bila je še tista original šola, klasična, tipična, z tistimi kamnitimi podstavki, pa recimo z prečudovitim proporcem same šole, ki je bil sicer nizek in tak podolgovat, z nekimi notranjimi atriji, oziroma šola je bila tako v obliki črke U v bistvu narejena, z velikim igriščem, športnim gozdom za šolo. Tako da to so bile neke stvari, ki so mi bile zelo všeč, ampak spomnim se pa, da sama učilnica mi je bila pa malo strašljiva, no. Spomnim se nekih luči na stropu, ki so se mi zdele čist neprijazne, spomnim se nekih takih sivih prostorov, ampak potem, ko sem pa recimo po mali šoli, ko sem začela pa hoditi v 1. razred, pa nismo bili več v tistih nekih učilnicah malošolskih, ki so bile v nekem spodnjem delu te osnovne šole Vrhovci, ampak v traktu, kjer so bili po tleh parket in na stropu lepe okrogle luči. No, ta del potem prave osnovne šole se mi je zdel pa tudi, kar se tiče same šolske stavbe, zelo prijazen. Pa je bilo to tisto, kar te je potem zaznamovalo, da si se tudi profesionalno začela ukvarjati z načrtovanjem vrtcev in šol? Ne, z vrtci in šolami sem se začela pravzaprav bolj ukvarjati po študiju fakultete. Je pa res, da sem v 1. letniku pri profesorju Jožetu Koželju dobila nalogo narediti šolo nekje v Prekmurju. In vem, da sem takrat imela pred sabo Neuferta in gledala strukture šol v Neufertu in sem se takrat popolnoma navdušila nad Neufertom in vem, da je ta Neufert me spremljal pri vseh projektih, ki sem jih delala ali na fakulteti ali pa potem tudi na začetku kariere. No, zdaj me seveda nekako zaradi izkušenj tudi manj spremlja, seveda ga imam med vsemi knjigami na polici najbolj viden in še vedno najpomembnejši. Ampak prav ta naloga profesorja Jožeta Koželja je bila tista, ki me je nekako potem zintrigirala ali pa nekako usmerila v vrtce in šole in seveda Neufert. In vem, da potem, ko sem kasneje enkrat gledala strukture Emila Navinška oziroma njegove zasnove šol, me je tako nekako prijetno spomnil na to, kako je on tudi se zelo veliko ukvarjal z zasnovami. No, ker tudi v Neufertu so pač te različne tipologije, ki ti odprejo horizonte. Te zasnove so pomembne, zato ker so zelo različne in od teh zelo klasičnih zasnov, učilnic in hodnikov, do tega, da so prostori popolnoma odprti, fleksibilni, da prevzemajo različne funkcije in da se jih da pregrajevati, se pravi, da se časoma prilagajajo na posamezne aktivnosti. Je torej tak prostor v Sloveniji v skladu s trenutnimi smernicami in normativi sploh možno zasnovati? Je. Zato, ker mislim, da smernice in normativi so seveda neke smeri, ki te nekam peljajo, ampak kot izkušen arhitekt imaš seveda veliko možnosti, kako interpretirati smernice in normative. In mislim, da predvsem normativi za gradnjo vrtcev so res tako napisani, da lahko prostore prilagajaš sodobnemu načinu kurikuluma. S tem, da seveda treba je povedati, da kurikulum in oblikovanje prostora bi morala iti vzporedno, ampak nikjer ne gresta vzporedno. Pač nikjer na tem planetu ne gresta vzporedno, vedno se pač nekaj zgodi ali se najprej spreminja kurikulum, pa je potrebno potem prilagajati prostore. Recimo v Sloveniji pa bolj obratno, da je ponavadi arhitekti zasnujemo neke prostore, ki so fleksibilni, odprti in ki že nekako ponujajo možnosti, da se s časoma spremeni tudi kurikulum. S tem, da moram poudariti pa to, da kurikulum, ki ga ima slovenske vrtce, je zagotovo eden najboljših na svetu. Mogoče kurikulum šolski za tem malo zaostaja, no, ampak res ta način medgeneracijskega povezovanja, druženja različnih skupin otrok, recimo otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v normalne vrtce,
potem rokodelske spretnosti oziroma ta finomehanika, skozi katero se otroci učijo potem čist konkretnih znanj, kot je matematika, seštevanje recimo, ali pa branje in tako naprej, ki se ga učijo skozi igro. To je pač način, ki je zagotovo najbolj uspešen pri tem, kako otroku posredovati znanje. In pri nas mogoče šolski kurikulum za tem zaostaja, ker še vedno bolj temelji na tem učenju posameznih predmetov, ne pa med povezovanjem posameznih, ne vem, od predmetov do tako rekoč tudi storitev na šoli. No. Torej, v bistvu se strinjaš, da ima prostor, s tem tudi arhitektura, neko pomembno pedagoško vlogo, da prostor je v bistvu nosilec vrednot in da vpliva Absolutno. Da vpliva na učenje, na dojemanje, na kreativnost. Torej, prostor poznamo tudi prostorsko inteligenco, ki jo večinoma sicer povezujemo samo z arhitekti in vizualci. Pa se mi zdi zanimivo slišati tvoje izkušnje na tem, kje vidiš, kje je arhitektura, prostor kot oblikovan prostor za učenje lahko podpre to posredovanje znanja. Absolutno se strinjam z vsem, kar si povedala v prvem delu tvojega vprašanja. Prostor, zdaj bom ponovila po moje že 100-tič ali pa 300-tič ta znanje rek, mi oblikujemo hiše in hiše oblikujejo nas, oziroma mi oblikujemo prostor in prostor oblikuje nas. To je izjavil Winston Churchill pred mnogimi leti. Absolutno drži, da se v prostoru različno obnašamo, glede na to, kako je prostor oblikovan. Se pravi, v urejenem prostoru se družba obnaša urejeno, kreativno, spoštljivo in ima možnost civilizacijskega napredka. V neurejenih, degradiranih prostorih je to tako rekoč nemogoče. In zato recimo se tudi dogaja, da v degradiranih prostorih se tudi ljudje obnašajo destruktivno. Ne samo do prostora, ampak tudi drug do drugega. In prostor absolutno ima na nas veliko vpliv, predvsem na podzavestni ravni, seveda, ker prostor ne govori na glas, prostor govori s svojo prisotnostjo. In največji vpliv ima zagotovo na otroke, ki nimajo pravzaprav še možnosti s svojimi izkušnjami v svojem mladem življenju niso pridobili drugih izkušenj in imajo zato manj možnosti za primerjavo med tem, kaj je kakovostno in kaj ni kakovostno. In zato je za otroke res nujno oblikovati visoko kakovostne prostore, tako znotraj kot zunaj vrtcev in šol. No in zdaj, če se vrneva na vrtec 5+5. Leta 2018 ste za vrtec 5+5, enota Peden Carstvo, so avtorji dobili nagrado Zlati svinčnik. Kakšen je bil vaš razmislek pri snovanju tega vrtca, predvsem v smislu tega podpornega elementa prostora, ki vpliva na pedagoški proces in ki vpliva tudi na razvoj otrok v tem obdobju? Za začetek bom najprej kar takoj naštela soavtorje, ker ta projekt je bil res narejen v skupini. Natečaja smo se lotili skupaj z kolegico Anjo Planiščkovo, mlajšim kolegom Andražem Intiharjem in krajinsko arhitektko Uršo Habič. In takrat smo se pač glede na zunanje parametre te parcele odločili za krožno zasnovo, ki je bila seveda na tem natečaju prav zaradi krožne oblike izbrana, ker se je tudi žiriji zdelo, da prinaša neke nove možnosti v prostorih vrtca. Potem smo pa skozi sam projekt, samo projektno dokumentacijo sodelovali res z več različnimi strokovnjaki. Recimo pri sami ureditvi zunanje krajine sta potem prišla zraven v skupino tudi Andreja Zapušek in Damjan Črne. Potem opremo smo načrtovali skupaj z Neno Gabrovec. Ko pa smo na začetku pravzaprav snovali samo prostorsko razporeditev,
sva z Anjo imela že nekaj izkušnje o tem odprej, ker sva že pred mnogimi leti, mislim, da 1 ali 2 vrtca nekako delale prenove teh vrtcev, ampak to je bilo res že po moje pred letom 2007. Potem seveda jaz sem imela veliko nekih izkušenj, teoretičnih izkušenj skozi knjigo, ki sva naredila Špelo Kuharjevo. Leta 2004 sva Špelo naredila tudi posebno izdajo revije Hiše, ki sva tudi posvetile šolam in vrtcem. Tako da teh nekih naborov, idej in tega, kako je treba pravzaprav zasnovati prostor vrtca, da bo deloval čim bolj prijazno otrokom, teh idej je bilo kar veliko. In res je, da ko smo razmišljali o prostoru, da smo vedno na prostor gledali iz perspektive otroka. Se pravi, otrok, ki je visok, ne vem, od metra, še manjši od metra, pa potem recimo do 1,20 m, so vrtčevski otroki, 1,30 m. Kako se majhen otrok, namreč to je pa zdaj vračam se na tisti svoj strah iz male šole, kako otrok v tej svoji višini, s to svojo višino pravzaprav dojema prostor, ki pa je narejen po meri odraslih ljudi, v katerem morajo pač tudi odrasli ljudi dobro funkcionirati, v katerem se mora nenazadnje izmenjevati zrak in tako naprej. Seveda v nizkih prostorih to ni mogoče. No in potem smo zelo velik poudarek dali ravno na te prostorske proporce in pa seveda na samo gibanje otrok. Recimo kot otrok so me vedno privlačili prostori, ki niso bili popolnoma odkriti, ampak prostori, kjer se je vedno nekaj skrivalo, recimo, ali pa kjer se je vedno nekaj pričakoval, kaj se bo zgodilo. In krožna zasnova z tem notranjim krožnim hodnikom je ravno to, ne? Ti tečeš ali pa greš, hodiš naprej, ampak vedno se za krožno zasnovo oziroma za tem krogom še nekaj skriva, oziroma ko hodiš naprej, nikoli ne vidiš čisto do konca, ampak te ta krog vleče naprej. Tako da vem, da ko smo se odločali o tej krožni zasnovi, seveda najprej smo se tako zelo velikokrat že v času natečaja spraševali, a ne bomo mogoče preveč banalni, a ne bomo ali ni to mogoče vse malo prevelik poudarek na obliki. Ampak potem seveda s tem, kar sem že prej omenila, zunanji parametri, promet, železnica, hrup in tako naprej, se nam je zdela ta introvertirana zasnova, kjer je pač sredi krožne zasnove tudi velik odprt atrij, ki meri v premeru 24 metrov, kar je veliko, ne? Se nam je zdelo, pa ne, se ta introvertirana zasnova je prava. No in potem, ko smo nekako zrisali to tlorisno zasnovo in dobili notranji krožni hodnik okrog tega atrija, se nam je zdelo, da smo na pravi poti in da je to prava ideja. Ja, in potem smo se zelo veliko ukvarjali z materiali. Že v fazi natečaja smo vedeli, da bo vrtec lesen. In potem smo pač razvijali leseno krožno zasnovo. Tako da to je bilo moje naslednje vprašanje, da v direkten stik z arhitekturo vedno pridemo v notranjosti stavbe, ker jo potipamo, jo začutimo, jo lahko tudi povohamo. In ta taktilnost iz izbor materialov bistveno vpliva na toplino, na naše počutje v tem prostoru. V Pedenjpedu je res veliko lesa, mogoče je bila po eni strani izbira popolnoma logična, ampak me vseeno zanima razmislek, zakaj. Ja, v Pedenjpedu je res, Pedenjcarstvo je res vse, kar je nad zemljo leseno. V betonu je pač zgrajeno samo del, ki je pod zemljo, to so pa skladišča, pralnica, zaklonišče, potem prostor za klimat in tako naprej. Ampak kar je nad zemljo, je res, razen talne plošče, res vse leseno. Lesena je nosilna konstrukcija, lesena je streha, lesene so obloge, ki so hkrati akustične obloge. Mogoče o tem res malo več spregovorim kasneje, ker akustika v šolskem in vrtčevskem prostoru je izjemno pomembna, pa se mi zdi, da temu vsi malo premalo pozornosti posvečamo. No, v glavnem, Pedenjcarstvo je leseno.
Tudi pri samem izboru opreme oziroma načrtovanju opreme smo se odločili, da bomo uporabili vezano ploščo, ne iverne plošče. Vezano ploščo, ki smo jo potem seveda, kjer je bilo potrebno, oblekli, obdali z belim laminatom. Ampak res je vrtec lesen in prednost lesa je v tem, kot si sama omenila, ko stopiš v prostor, oddaja les ne le pozitivne energije, ampak oddaja res dobre vonjave. Očitno tudi absorbira recimo vonjave, ki se pojavljajo v vrtcih in šolah iz kuhinje, iz garderobe in tako naprej. Ko se vstopi v pedencarstvo, človek nima občutka, da je vstopil v vrtec in šolo prav zaradi vonjav. Les oddaja svoj vonj in absorbira slabe vonjave. Očitno s tem absorbira tudi slabe energije, tudi akustično veliko boljši. Fin je na otip recimo, ne, za otroške prstke je zelo primeren. Še zlasti seveda, če je primerno obdelan, to pomeni pobrušen in primerno polakiran s kakšnimi vodnimi laki, ki niso strupeni. Smo pa, mogoče še to omenim, za boljše klimatske razmere na streho, ki je seveda jasno sledi krožni zasnovi in je tudi sama krožna. Streha je narejena streha je zelena, na njej so mahovi in različne pokrovne rastline, ki boljše absorbirajo vlago oziroma deževje. Deževnico zbiramo, tako da z deževnico se potem zalivajo zunanje površine poleti lahko. Hkrati pa res ustvarja ta ekstenzivna zazelenitev, zelena streha, ustvarja boljšo klimo tudi širši okolici, ne samo vrtcu, ne. Recimo v neposredni bližini je hiša, kjer so lastniki te hiše bili prej tudi lastniki tega travnika, na katerem je zrastel vrtec in oni imajo pred sabo še vedno travnik, le da je ta trava malo višje dvignjena. S tem znanjem, izkušnjami, tudi v bistvu nagrajenimi projekti, me zelo zanima tvoje mnenje o tem, kako vidiš, kakšna bo prihodnost. Ne samo izobraževanja, ampak predvsem izobraževalnih ustanov, stavb, ki smo jih zgradili, pa se danes kažejo morda neprimerne. Kaj misliš, kaj se nam bo zgodilo z stavbami za izobraževanje v prihodnosti in kakšne bi bile fine, če bi bile? Ja, to je precej težko vprašanje. Kako se bomo izobraževali v prihodnosti? Ja, upam, da ta situacija, ki jo trenutno imamo, bo slej ko prej premagana in da se bojo otroci vrnili v neko dokaj normalno šolsko situacijo, brez mask in predvsem, da se bojo šolali v šolah, ne pa od doma. Kakšni so prostorski potenciali naših šol? Se mi zdi, da je tako, no, ali pa šol in vrtcev, bom rekla. Vrtci, katerih prostori omogočajo raznoliko uporabo, so zagotovo bolj primerni tudi za današnjo situacijo. Zato, ker so tako fleksibilni, da jih lahko uporabljajo manjše ali večje skupine, da jih lahko uporabljajo za različne namene, da so povezani predvsem z zunanjimi prostori. Zelo zanimiva mi je bila zadnjič neka novica na Dnevniku, da je nekje zraven Peskare je občina ponudila plažo, na kateri imajo otroci zdaj odprte učilnice. Ampak učilnice na prostem so zagotovo zdaj odlična možnost za izobraževanje tudi v času te naše pandemije. Šole pa, ki so nekako vztrajale na teh bolj zaprtih učilnicah ali pa mogoče pri šolah je bolj utrjen sistem učenja v razredu, ne skupnega učenja. Zdaj, mogoče za samo izolacijo, mogoče to celo boljše, ampak v prihodnosti pa mislim, da nekako sodobni kurikulum le narekuje to timsko delo, povezovanje različnih predmetov in tako naprej.
V prihodnosti pa mislim, da se bojo morale naše šole, kar se tega tiče, predrugačiti oziroma recimo vsaj bolj povezati, če ne med sabo, pa z, ne vem, pasažami, hodniki, kar niti ne bi bila velika, mislim, to niso neke velike spremembe, ne, so pa minimalne spremembe, s katerimi se lahko veliko doseže. Poleg projektiranja, ne, zdaj vrtcev, šol, tudi z drugih projektov, delaš še druge stvari, vodiš arhitekturno galerijo Desa, pišeš članke, urednikuješ, vodiš Piranske dneve arhitekture. Te kaj od tega najbolj veseli ali te vse skupaj najbolj veseli? Vse skupaj me najbolj veseli, čeprav vse skupaj včasih tudi zelo težko. Moram reči, da tako, no, res Piranski dnevi je pač projekt, ki ga že delamo z kolegi 12 let. In je projekt, kjer sem nekako bila ponosna, ker me je Vojteh Ravnikar, ne da bi se prej sploh zares dobro poznala, povabil, da bi pač ga vodila naprej. Potem pa je nekako vse s tem skupaj prišlo še vse ostalo. Galerija Desa, ki mi je tudi zelo pri srcu, ker je ena od galerij z največjo razpoznavnostjo, prepoznavnostjo v svetovnem merilu, ki je gostila toliko svetovno priznanih arhitekturnih zvezd v obdobju, ko jo je vodila Andrej Hravski in Majda Cajnko. Je pa res, da pač vsi ti projekti so hkrati pripeljali v življenje tudi zelo veliko ene birokracije, pogajanj, usklajevanj z različnimi ministrstvi, pa potem zaradi situacije z financami je potrebno veliko delati s pokrovitelji in tako naprej, kar je sicer zelo prijetno delo lahko, ampak vzame tudi zelo veliko energije. Tako da se včasih sprašujem, koliko te energije pravzaprav sploh še imam. In prihaja pa obdobje, seveda, ko pridejo pozitivni rezultati in potem si človek reče z mano vred, ogromno energije še imam, gremo naprej. Mislim, da ti energije ne manjka, mislim, da imaš odlično zastavljene projekte tudi za naprej. Iskrene čestitke še enkrat in hvala za pogovor. Hvala tebi. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.